omenila si, da si sama izdala, kako bi tem rekla, članek o v bistvu najstnikih, ki čutijo neko povezanost do YouTuberjev. Tu smo, okej, let's go. Lahko mogoče... Vi! Ko sem bral ta članek, sem dobil spet tak feeling, to ni prav nič drugač od oboževalcev, ki so zelo navezani na svoje idole, na glasbenike, na igralce, na influencerje, na anime-like. V bistvu je edino spet neka v bistvu oseba oziroma lik, na katerega ti vidiš kot neke idole, in ga skušaš posnemati. Mogoče lahko opišeš spet, kaj je premis tega tvojega članka in kako si sama izpeljala te študija, metodologija, kar od začetka do konca, analiza. Jaz sem ta članek delila na Discordu, tam objavljam pod imenom Sai Sensei. Tako da, če koga še kaj dodatno zanima, sem tam, na Mofokon Discordu, ne? Tudi na Sloanime Discordu te bomo... tudi ta. Dodajte me, ne pa... Dodajte bomo in lahko tudi pri nas objavljamo. Dali ti posebni forum, samo za ta psihologija. Ne vem, če smo že omenili, ampak Sloanime imamo zdaj Discord channel, so please you want to day link, pridite noter, imamo že kar precej community, so lots of things to do, lots of things to learn, tako da, prosim. Tako da to je bila moja magisterska naloga, zdaj v bistvu, pišete v Google YouTuberi, Ana Sedma, boste naredili celo magistersko. In zdaj, ko sem na doktorskem študiju, sem mogla narediti znanstveni članek in tega sem objavila z mentorjem, sva skupaj delala, potem magisterski in zgleda tako. Jaz sem šla v različne šole in tam so bili mladostniki stari od 11 do 20, neko obdobje. Prav slovenske imaš? Slovenske imam, šla je v Avstrijo, veš pa. Lahko bi, ne? Ker moja ideja enkrat je bila, lahko bi šla na Japonsko, tam naredila raziskavo, ampak me minilo, mogoče kdaj. If you get the funds, ne? To mogoče kdaj. No in v bistvu, jaz sem šla tja in sem spraševala mladostnike, kaj gledajo in kako si predstavljate YouTuberje. Gledalo je tako, da so bili v skupinah, pa so odgovarjali. Temu rečemo fokusna skupina, se fokusira na eno temo, torej YouTuberi. Predtem sem imela še en vprašalnik, malo me je zanimalo, koliko časa so na internetu, na YouTubu, če poznajo te stvari. In potem sem počasi ugotovila, iz vseh teh podatkov, ki sem jih analizirala, da še posebno mlajši mladostniki, to se pravi zadnji razredi osnovne šole, vidijo YouTubere kot neke prijatelje, neke vzornike, starejši pa ne več toliko. Je pa problem, ker to je bila generacija, 5-6 let nazaj, ker so bili mlajši, niso imeli toliko stika z YouTubom, z napravami. Tako da mogoče to, generacijski učinek. Se to nekako tudi za nas velja. Mislim, vsaj jaz bi rekel, jaz nisem tako. Jaz ne smatram za YouTuberja za svojega prijatelja. Razen seveda, pač. Pač to je nek učinek, ki mu rečemo parasocialni odnos, ki se lahko tudi razvije do česarkoli, lika v knjigi, lika v animeju. In to je v bistvu nek navidezen občutek, da ti nekdo prijatelj, ker ga stalno gledaš. In pri YouTuberjih je značilno tudi to, da v bistvu imajo stream pa komunicirajo s tabo. In dejansko ti rečeš, ne vem, YouTuber stream, da gre po japonskem in ga usmerjaš, pedi levo, desno, pa recimo reče, kaj se danes oblečem in tako, da je res ta učinek še toliko večji. Dejansko se ti zdi, kot da so prijatelji. Obstajajo posebni videi, ker se YouTuberi učijo in ti se uči zraven. Daš njega, on se uči, ti se učiš. Tako da to so ti učinki, potem sem pa raziskovala, kaj še vpliva, kaj je struktura tega, pomembni so vrstniki, starši, učitelji. Zdaj za doktorski študij pa raziskujem na otrocih, isto stvar. Imam pa v bistvu intervjuje na starših po otrocih. Kaj je v bistvu odzadej pri teh parasocialnih odnosih in od temu, da ti nekdo postane vzornik, oziroma mi temu rečemo tudi identifikacijski model. Da se identificira z njim in postaješ podoben, se podobno oblačaš. Torej cosplayaš svoje najljubše YouTuberje. Se identificiraš. Te moraš tudi statistiko že imeti, pri katerih letih že otroci dobijo telefon, da lahko sploh gledajo YouTube, pa to imaš kaj približno? Jaz tako neke članke sem brala in žalostno dejstvo je, da recimo kakšne ameriške raziskave so, da že v zibelko dajo tablico otrokom. Ne.
Kakšno so zdaj zadnja priporočila? Ja. Do 2 let absolutno. Do 3 je celo rečeno. So dvigalni. Ker so testirali tudi to, da so dali kamero v eno sobo, skrili nekaj, otrok nima perspektive globinske, ko gleda na ekran, pa to ne dobi sveta skozi ekrana. Zanimivo je tudi, da veliko korporacij je našlo v teh influencerjih in youtuberjih način, kako v bistvu prodati svoj izdelek, kako osebam, ki se identificirajo z temi influencerjem. Danes vemo, da streamerji, gaming streamerji ali pa whatever, IRL streamerji, youtuberi so pač eni najbogatejših posameznikov pač dejansko v naši generaciji. Zdaj, recimo v medijih je Prime, ne pijača, je cela panika nastala, ker TikTokeri, YouTuberi promovirajo in zdaj so vsi mladostniki, po moje tam 6, 7 in starejši šli to kupati. Kaj? Prime, pijača, energijska, ne vem če. Mislim, še huje, ko naprimer so prišle korporacije, ki se ukvarjajo z gamblingom neposredno in so prišli do te... Gača, seveda. Ne samo gača, pa gambling z, ne vem, e-sportsom ali pa... fantasy sports. Exactly. In oni pač dejansko morajo svoj pravi denar. Ti influencerji dobijo budget od podjetja, oni na streamu dejansko gamblajo z njihovim denarjem in to so pač bajne vsote, govorimo o lahko 100,000 do milijon dolarjev. Medtem ko, ne vem, svojim potem podanikom rečejo, če uložite oziroma dobite $100 od te kode in jih nekako tako rilajo in tukaj je postala ta kontroverznost, ko v bistvu njihovo občinstvo je lahko tudi mlado, lahko je 10, 11, 12 let. To je tako kot včasih s Pokemon pa Yu-Gi-Oh! Kartami. Hudo. Pa ravno to sem gledal, da zdaj največji konkurent Twitchu in ko jemljajo iz Twitcha ljudi, da bi na njihovi platformi predstavljali, oni so direktno povezani z onimi igrami na srečo. Res je, in največji predstavnik Kika je ravno XQC. O XQC-u, on je pač en streamer iz francoskega dela Kanade in honestly, jaz sem ga gledal. Ne razumem apila, ampak on ima velik apil, mogoče predvsem teh mlajših najstnikov, o katerih se ti delala raziskavo. Kaj pa dela? Mislim, kaj je njegov content? Dejansko IRL, React, content, se pravi... Samo derajo se ti ljudje, se nič drugo iz njih. Ne, literally pogleda YouTube video in ljudje hoče videti njegovo reakcijo na nek drug content, na nek drug video. On je imel tak velik backlash slučajno zdaj na zadnje, ko je... He doesn't care, I think, zato ker ima 100,000 gledalcev. Ni imel nek problem. Da je gledal v celoti en YouTube video in je bilo pač vprašanje. Ni bil to, ampak da je gledal YouTube video in vzel tudi, se pravi, on je naredil reakcijo na YouTube video in potem je ta YouTube video naložil na svoj YouTube kanal, kar pomeni, da ga lahko monetarizira. Ampak thumbnail, ki ga je uporabil, je bil literally IP nekoga drugega je naredil. On je samo dodal svoj obraz gor. Dobesedno. Se pravi, je vzel celo grafično... Vkrado je dobesedno. Vzel je cel content, vzel je grafično podobo. In potem je vzel tudi pač potencialno vse gledalce. Pa se to je imel tudi tale YouTuber Legal, je imel dosti dobro analizo teh React video in se je zaključil pač, da basically React videi pač kršijo načeloma pač IP, ne, pač na LTT-ju so tudi imeli to diskusijo, če bi sploh delali recimo to temo in so prišli z zaključka, da raj ne, ker zna biti to problematično. Seveda, pač moraš zdaj eksplodirati potem. Pač moraš dobiti dovoljenje tistega avtorja. Samo igre že začenjajo to delati, da ti onemogočajo kazati določenih elementov, like kakšne cutscene pa to. Lahko gameplay kažeš, ampak ne smeš pa cutscene. Smiselno. Pač da imaš neko legalno podlago, da lahko streamaš, ker oni ti sami povejo, kaj smeš, kaj ne smeš. Ja, se so že vnaprej pač dajo dovoljenje. Razen Nintendo noče nič. Da dobite mal feelinga, koliko dejansko se tukaj denarja obrača. Pred kratkim se je dogajal TwitchCon. TwitchCon, ki je konvencija, ki jo ima Twitch, streaming platform. In letos je imel v Las Vegasu, in mislim, da ima vsako leto v Las Vegasu. In kaj je Las Vegas? Las Vegas je literally gambling city. Dobiš en kup
mladih, introvertiranih, zaprtih ljudi, ki so z lahkoto prišli do tega denarja, kaj se bo zgodilo. Zagonali ga bojo v trenutku. In to veliko denarja, ker pač to je edini način, s katerim se lahko v bistvu pokažejo look at me and my worth. Le koliko denarja imam pravzaprav. O XQC-u so rekli, da on je najel 7 hotelov z butlerskim servisom. Se pravi, imel je 7 hotelov. Cel hotel? Cel hotel. 7 hotelov. In zapravo je to denarja zapravo za stave, da ima potem mu je mesto dalo zastojn prevoz z letalom iz Las Vegasa v Los Angeles forever, za cel življenje, for free, gor in dol. In tudi kjerkoli v mestu ima brezplačen prevoz z limuzino. Čakaj, to se meni o YouTuberju? O XQC-u. Od streamerjev, ne? Streamerjev. Konec ni čudno, da potem otroci, njihova želja, prihodnosti, kaj hočejo biti. YouTuber. Dobesedno... Ne, Twitch, to je Twitch, ne? Pomembno je, da se daš na internet. On dejansko ima tako pogodbo z Twitchem in Kikom, da lahko streama na obeh platformah hkrati. Kik mu je dal 100 milijonov, da streama na njihovi platformi. To je javna informacija. In še vedno streama na Twitchu. Se pravi, ima oba streaming income, ne? Torej, kdaj bomo mi začeli streamati? Mislim, da je precej težko, glede na to, kakšen content proizvaja. Nočeš niti toliko ljudi, da te spremlja. Ne, ampak a si želiš delati tak content? A želiš biti ta v bistvu jester, moderni, kjer v bistvu nočeš biti nek zelo cerebralna persona, ampak si v bistvu samo neka reakcijska opica na content, za katerega v bistvu večino občinstva smatra. Pač, I guess, da večina ljudi se poistoveti z vsebino, na katero on reakta, ne? In ta vsebina ni nujno nekaj, kar bi ti želel konsumati sam, ne? Ampak nekateri ljudje so se pripravljeni tako vsebino dejansko konzumirati, zaradi tega, da pridejo do tega inkoma, ne? In on se je pa odločil, jaz bom taka pač zabavna osebnost, karkoli, ne? Mogoče je celo naravno tak, who knows, ampak veliko teh streaming osebnosti je kot neka persona pravzaprav, ne? Nekaj igralska, nekaj, kar igrajo, niso zares takšni v real life, ne? Tudi kako izgledajo, ne? Veliko punc na OnlyFansu, na Twitchu, ne izgledajo tako v real life, ker tam imajo pač dejansko cel svoj make-up team. Ne, zdaj najhujše, ker ti ne rabiš več make-upa, filtri, kot ti naredijo dobesedno. Ta tehnologija, imaš tudi AI tehnologijo, imaš VTuberje, so lots of things, ki te lahko pripomorejo, da nekako skriješ svojo avtonomijo. In samo pokažeš neko virtualno persono, pa še vedno služiš tudi kot čisto avtonomni. Mislim, kako se reče. Vejte, Dango ni tak lep, ko ga zdaj vidite. Ne. Dango je še lepši. To je vse postprodukcija. Juvan, hvala. Ne, ampak to si čisto anonimen in še vedno se bojo ljudje čisto poistovetili s tabo. Samo pač igrati moraš neko persono. In vedeti, kakšna persona se prodaja. Veliko drugih streamerjev recimo šlo gamblat tudi v Las Vegas in je XQC pride tako zraven, oni sedijo za neko poker mizo, blackjack mizo, karkoli, on se usede zraven in reče, kako ti gre? Pa mu da, ne vem, $5,000, pa drugemu da $10,000. In tako pač dobesedno, kakor da bi jaz tebi dal vizitko, ne? To je... Marketing. It's all marketing. It's marketing, ampak tudi se mi zdi, ne vem, nekako zgubili so stik z realnostjo, oziroma kako... To tak denar vedno naredi. To je psihološko že bilo zelo dobro dokazano. Čeprav v tem primeru gre za celo tehnologijo, ne? Pač način, kako se zdaj v bistvu služi denar, ne? Pa kaj se prodaja, ne? Oziroma kaj se konzumira, kaj se šteje za... kot nek produkt, kot nekaj, kar je vredno. Ne, za nekaj, kar plačaš. Ne. Si ta aspekt marketinga tudi vključila v svoj članek? Kaj je bil recimo nek
aspekt v članku, ki te je najbolj presenetil, ko si študirala to razmerje med občinstvom in... Naj me presenetilo to, da sem bila prepričana, kot ti mladostniki ful gledajo tega. Daj sem jaz to, mislim, da 2018 ali 2019 sem to zaključila. Jaz mislim, da so res non-stop na računalnikih, telefonih, ampak ni bilo tako. Tudi sami so povedali, da grejo ven in tako. In da imajo zelo veliko vlogo starši. Je pa res, da mogoče tukaj tudi učinek mesto, vas, jaz sem bolj delala na nekih vaških področjih, manjših mestih. In tudi zdaj, kje je tako za občutek? Primorska, Notranjska. Ampak tako, kar se tiče samih mest, kaj je to bilo? Kakor recimo, ne vem, Postojna, Pivka, taka manjša mesta. Da mi je jasno. Ne Ljubljana, Maribor. Pa to je bilo še nekaj časa nazaj, ker takrat ni bilo toliko razširjenih te stvari. Tudi pri otroci zdaj opažam, kako se vidi mogoče vpliv staršev, da starši prepovejo uporabo telefona do določene starosti, da v bistvu imajo omejeno. Ampak kakor recimo ena mama v moji raziskavi rekla, da to je spet mogoče vaško okolje. Ker na vasi, da greš, ne vem, čez cesto k prijatelju. Pa imaš dosti prostora za se družiti, ne vem, greš v gozd, greš na vrt, kjerkoli. Me je to presenetilo, jaz sem gotovila, da sem jaz več na spletu, bolj poznam youtuberje, kot ti udeleženci. Tako da je ena mladostnik mi je prav tako rekel, da je zelo vesel, lhajšen, da ima nekoga, s katerim se lahko o tem pogovarjajo. To je pač njihovo življenje, ne? Kakor je za nas nekaj drugega, ne vem, kakor mi, ne vem, imamo radi anime, pa ne najdemo nobenega, s katerim bi se pogovarjali. Zdaj hvala Bogu. Zdaj je pa bolj to, da lahko mainstream, razširjeno, pa še vedno ni talk face, ne, če greš ven v vasi ali pa kaj takega. Distanca, do katere lahko greš kot mladostnik, ko nimaš avto. To je. In pa so pač na spletu. Problemi se tam družijo. Samo spet ni tista... Ne dobiš potem tiste izkušnje. Pa za njih pač očitno so tako navajeni, ker so cel čas gor. In pa ni čudno, da se tako poistovetijo z youtuberji. Pač jaz sem starejša od njih, pa se tudi poistovetim. Sem tudi imela nekega vzornika youtuberja, idola pa tako. Tako da jih čist razumem. Analiza poistovetenja, ki si ga delala, so ti influencerji, s katerimi se poistovetijo, vedno tuji? Se pravi, moj point je, a je to nujno all bad, ne, da se ti poistovetiš, ker lahko črpaš stvari, ki zate niso nujno slabe. Recimo, razvijaš jezik, naprimer, ne to, da konzumiraš tuje gradivo, whatever, ne. Lahko postaneš boljši v angleščini ali pa v nekem tujem jeziku, ni nujno niti, da je angleščina. Ne. So, do kakšnih zaključkov si v bistvu prišla sama, glede na to? Pač prišla sem zaključko, da ti, mladostniki večinoma uporabljajo YouTube za učenje, jezikov, mogoče tudi za kakšen predmet in da se učijo tudi, kako nekomu pomagati, ali pa kako pomagati sebi drugim, tudi za hišne ljubljenčke so izpostavili, ali pa kakšne hobije. Zdaj, kad delam na otrocih raziskavah, tudi sprašujem o izzivih, ki so zelo nevarni lahko, tudi nekdo lahko umre zaradi izzivov in so rekli, da so proti temu, da tudi tega se ne vključujejo. Izzivi, tisti challenges. Veš, ko so mogli jesti tablete. Ker takrat, ko sem začela magistrsko, je bilo to, dosti teh izzivov na YouTubu, pa je YouTube spremenil zakonodajo, začel brisati stvari. YouTube Kids je nastal, da bi bilo bolj varno. Tako da zdaj pa TikTok, tam so pa spet razni izzivi. In vidim, da zdaj vem, ali je spet razlika, ker je vas, mesto, manjše mesto, ali kaj drugega, ampak starši so v ozadju. Sliši, tudi starši isto reče, izzivi so nevarni, otroci, je mama rekla, da so izzivi pač nevarni. S tem, da moramo vedeti, da ko se pogovarjajo z mano, lahko tudi lažejo. Seveda. To je zmeri to, lahko se zlažijo, povejo nek zaželjen odgovor. A to imaš potem detektor laži. Ne, pač jaz, ko raziskuješ, moraš zagotoviti neko anonimnost. Torej, tudi če so oni rekli, ne vem, gledam enega youtuberja, ki preklinja, pa pač starši nočejo tega, jaz tega nisem smela staršem povedati, razen če je nevarno. Tako da nekaj so mi povedali, tudi zaradi tega, ker učim, sem učiteljca, se pač čutijo bližje, kot če je bila neka tuja oseba, ampak
Ne, lahko se kdo zlaže in to je čisto ok, se napišeš potem, da vsak prebere ta znanstveni članek, da malo razmisli. Ampak laž je greh, a ni? Ja, Dango, ti vern, Dango. Ja. Zdaj smo tukaj za znanstvenico, da se kam in to. To so pa te vrednote, stereotipi, prepričanja, ampak Tako da, po moje, pa če greš pri otrocih, ne prvi, drugi, tretji razred, so pa bolj ne do tebe iskreni in tako bolj povejo, pa v vrtec. Ker dosti tudi govorijo, kaj se dogaja doma, ne, pa kakšen starš ne govori tega, ker so bolj tako iskreni, nimajo še teh zadržkov oziroma teh kulturnih pravil. Kdaj se pa začne dejansko, kdaj začnejo skrivati, lagati, prikrivati? Vem, pač... Kdaj postanejo zlobni? Tam okoli, ker sem to pač možgani razvijajo. To gleda mojega nečaka. Kako je govoril, kako zdaj gleda. Ja, verjetno res tam 6, 7, 5.